Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman. Danes bi naredil samo en kratek video o vzgoji otrok. Ko se pogovarjam z ljudmi, ko se pogovarjam z strankami, seveda opažam, da vse preveč ljudi, vse preveč staršev poskuša zaščititi svoje otroke. In te stvari grejo do take mere, da lahko rečemo po domače, da jim starši odnašajo rit. Otrokom ni treba narediti skoraj ničesar, podpirajo jih v njihovi, rečemo, lenobi in tako naprej. In seveda, vsi sami smo šli skozi življenje, skozi neke težke izkušnje, ni nam bilo lahko, težko smo prišli do tega, kjer smo danes. In seveda vsi želimo, da našim otrokom ne bi bilo potrebno iti skozi iste stvari, trpeti istega trpljenja in tako naprej. Ampak po drugi strani, in zaradi tega seveda jih poskušamo zaščititi, kolikor je to mogoče. In dostikrat starši rečejo, poglej, otroci so še mali, ni nujno, da izkusijo, težkost ali pa realnost življenja, imajo še čas, se bodo že naučili kasneje. Mislite, da je to res? Otroke, ki jih razvajamo od malega, bodo razvajeni. Je skoraj nemogoče kasneje spremeniti. Jim je skoraj nemogoče dopovedati, da življenje je drugače. Moramo razumeti, da smisel vzgoje je, da mi otrokom, seveda v prvi vrsti, da damo otrokom ljubezen, da jim damo motivacijo, da jim dajemo veselje do življenja. Ampak smisel vzgoje je, da jim dejansko približamo zakone življenja, da jih naučimo, pod kakšnimi pogoji v življenju dobijo rezultat, da jih naučimo resnice. Zakaj je treba to narediti? Zato, ker je to resnica. Soba mora biti pospravljena. Ne zato, ker boš dobil žepnino, ne zato, ker ne vem kaj, ampak zato, ker je to res. Ker je čistoča, ker tam imamo lepo doma in tako naprej. In mogoče eno vprašanje, ki si ga lahko postavimo, ko vzgajamo otroke in ko razmišljamo o vzgoji otrok, je, če moji otroci ne bi imeli moje zaščite, moje potuhe, če tako rečemo, moje podpore odnašanja riti, ali bi dobili rezultat v realnem svetu. Ker otrok, ki se sredi trgovine vrže na tla, zato da dobi čokolado, isti otrok se bo mogoče čez 10-20 let hotel vršiti na tla sredi pisarne, ko bo prišel na razgovor za službo. In kaj se bo zgodilo? Ja, te službe zagotovo ne bo dobil. In zagotovo ta njegovo dejanje ne bo sprejeto na isti način. Seveda, zadeva gre lahko v ekstrem. Nekdo se vrže na tla, nekdo pa gre v banko in s pištolo zahteva denar. Zakaj? Je zato, ker je bil navajen, da kot mali je z svojim delovanjem in tako naprej dobil tisto, kar je hotel. In če se mi vprašamo, ali bi moji otroci v nekih zunanjih življenjskih pogojih, brez da bi nekdo jih poznal in da bi jih hotel podpreti in tako naprej, dobili isto rezultat, si zaslužili rezultat, brez privilegijev, brez tega. Ali bi moji otroci preživeli v zunanjem svetu. In seveda, ko dobimo ta odgovor, se potem mi sami odločimo, koliko jim mi to še zdaj v tem trenutku malo olajšamo in korak do koraka jih potem učimo in pripeljamo do tega. Ampak smisel je, da se otroci naučijo življenja, da otroci dobijo izkušnjo, pod kakšnimi pogoji dobijo ali ne dobijo rezultata v življenju. Ker v bistvu, kaj je svoboda, kaj je dejansko zaupanje v življenju? V življenju vsi hočemo biti mirni, vsi hočemo imeti neko varnost. Ampak kaj je varnost v današnjem času, v današnjem svetu, ko nič ni garantirano, ko danes imaš službo, jutri jo nimaš, danes imaš posel, jutri ga nimaš, danes imaš partnerja, jutri ga nimaš. Kaj je v bistvu varnost? Kaj je v bistvu zanesljivost? In edina zanesljivost je, da poznaš zakone, da poznaš resnico, da veš, pod kakšnimi pogoji dobiš posel, dobiš službo, dobiš stranko, zaslužiš denar. In točno veš, kaj moraš narediti.
In potem ni problema, ali to narediš v Sloveniji, ali Argentini, ali pa nekje druge, na Antarktiki. Princip je povsod enak. Ne? In to je tisto, kar pač mi moramo naučiti svoje otroke. Ne? Tako da naslednjič, ko boste v dilemi, ali preveč popuščate svojim otrokom, ali jih je treba malo kasneje, malo bolj pritisniti, se vprašajte, ali bi oni dobili rezultat, isto nagrado, isti rezultat, če mene ne bi bilo tukaj, če jih jaz ne bi podpirala, ne? Če jim jaz ne bi odnašala rit. Ne? In potem seveda korak za korakom, ne, se pač, ker ne, zgodba je taka, ko dobimo novo znanje, ne, najslabša zadeva je, da gremo in začnemo delati neko revolucijo. Dajmo se zdaj dol usesti, zdaj bo pa vse drugače. Lahko delamo revolucijo, ampak prvo naredimo revolucijo pri sebi in potem imamo temelj, imamo osnovo, da lahko potem delamo revolucijo tudi pri drugih ljudeh. To pomeni, najprej spremenimo sebe, se veste, ne? Vsak vodja, vsak starš načeloma ne more in ne sme zahtevati od svojega podrejenega ali od svojega otroka nekaj, kar sam ne dela oziroma ni pripravljen delati oziroma nečesar ne spoštuje. Enostavno nimaš avtoritete. Avtoriteto si moraš zaslužiti. Ne? To pomeni, najprej sebe vprašajte, kje sem jaz še v prekršku, ne? Da me lahko potem res otroci spoštujejo in tudi podrejeni, saj princip je vedno isti. Ne? To pomeni eno malo vprašanje, ki vam lahko pomaga pri vzgoji, da pogledate, kje so moji otroci. Ne? Ker seveda potem se primerjamo v Sloveniji, ne? Imamo, ne vem, nekega sinčka maminega, ki je pri 30 letih dela že ta tretjo diplomo in je pri mami na kavču in brezposeln in potem hoče konkurirati nekomu, ki je pač že od 16. leta se uči zakonov posla, zakonov kapitalizma in tako naprej. Ne. Tako da seveda je to potem neka nerealna zgodba in potem gledamo, zakaj smo tukaj, zakaj nismo konkurenčni, zakaj ne moramo pač parirati. Ja, ravno zaradi tega, ker ne razumemo življenja, ker ne razumemo zakonov in jih ne upoštevamo in ne delamo to. Tako da korak za korakom malo razmišljajte, želim vam en čudovit dan, postavite sebe na prvo mesto, postavite druge na prvo mesto, začutite svojo vrednost in dajte to vrednost tudi drugim ljudem. Do naslednjič.